Ja, zdaj seveda lahko pomagajo sploh mlajšim, ne, kjer želimo preprečiti dostop do teh vsebin, zato ker mlajši otroci velikokrat naključno pridejo v stik s tem vsebinam, niti ni nujno, da so to pornografske strani, lahko je neka medicinska stran, lahko je neka druga stran, lahko pogleda nek film, YouTube je mimogrede lahko zelo tvegan, ne. Kar pomeni, da nek tak filter, ki je nameščen, lahko zelo pomaga. Seveda to so filtri zdaj, ki blokirajo dostop do določenih vsebin. Ko govorimo pa o starejši populaciji, ne, takrat imamo pa na voljo več različnih programov, tudi take, ki pošiljajo poročila, ne, ampak ti so bolj primerni za v smislu terapevtskega dela ali pa samopomoči, da ljudje nekako se naučijo prevzemati odgovornost za svoje vedenje in jim to pomaga, da ne gredo na te strani. Govorim zdaj običajno o ljudeh, ki so že zasvojeni, ne, in se poslužujejo teh programov, medtem ko pri mlajših je bistveno boljše uporabljati programe, ki blokirajo. Seveda zdaj starejši, ki bojo, ne, verjetno bodo te blokade lažje obšli, ker ljudje smo kreativni in vedno najdemo tisto, kar želimo najti.